Strategije trgovanja s skalpiranjem se pogosto uporabljajo. To so strategije, s katerimi odpirate pozicije, ki jih držite le nekaj minut, nato pa jih ponovno prodate. Strategije skalpiranja so zelo uporabne tudi za trgovce začetnike, saj jim ta način trgovanja omogoča, da se seznanijo s finančnim trgom in tudi povečajo majhen kapital. V današnjem videoposnetku vam bom razložil strategijo, ki vam omogoča, da odprete do 30 pozicij na dan. Ta strategija je torej namenjena pravim dnevnim trgovcem. Pri tej strategiji uporabljamo 3 kazalnike. Dodajmo jih takoj. Prvi kazalnik, ki ga dodamo, je kazalnik steca. Drugi kazalnik, ki ga dodamo, je EMA ali eksponentno drseče povprečje. Tretji in tudi zadnji kazalnik, ki ga dodamo, je kazalnik strategije trgovanja s trendi. Prilagodili bomo kazalnik EMA. Pritisnite nastavitve in spremenite dolžino na 200 ter določite belo barvo. Vaš zaslon mora biti zdaj videti takole. Najprej je koristno vedeti, zakaj bomo uporabljali posamezne kazalnike. Začeli bomo z indikatorjem steca. Ta kazalnik bomo uporabili kot nadomestilo za tradicionalni kazalnik Mazda. Kot verjetno že veste iz indikatorja Mazda, je premik črte na vrhu signal za prodajo, premik na dnu pa signal za nakup. Indikator steca to poenostavi, saj prikazuje le zeleno ali rdečo črto za nakup ali prodajo. Kazalnik drsečega povprečja uporabljamo za ugotavljanje trenda. Zelo preprosto, če se cena giblje nad drsečim povprečjem, potem se gibljemo v trendu navzgor, če pa se cena giblje pod drsečim povprečjem, potem se cena giblje v trendu navzdol. Nato imamo kazalnik trenda trgovanja. Ta nam daje še večjo jasnost glede smeri trenda. Ta kazalnik lahko primerjate s svečnikom Heike in Kaši. Kot lahko vidite, gibanja pod modro črto postanejo rdeča, gibanja nad modro črto pa zelena. Na ta način lahko zlahka vidimo trend znotraj trenda. Kot veste, se cena nikoli ne giblje navzgor ali navzdol po ravni črti. Cena se vedno giblje v valovih. Cilj te strategije je poiskati dno takšnega vala in na njem ukrepati. Iščemo torej natančno dno. Delovanje te strategije je razdeljeno na 4 pravila. Zdaj bom vsa pravila razložil korak za korakom. Nato vam bom pokazal praktične primere. Pravilo prvi želimo vedeti, kje se cena giblje glede na EMA. Tukaj na ceni lahko jasno vidimo, da se cena giblje nad EMA. Torej lahko govorimo o naraščajočem trendu. V naraščajočem trendu vedno odpiramo le nakupne pozicije. Pravilo drugi, da bi našli dno, moramo najprej videti padec. Torej želimo, da cena pade, čeprav se nasplošno dejansko giblje v naraščajočem trendu. Pravilo 2 se torej glasi, počakajte na padec. Pravilo 3, da bi lahko govorili o dnu, želimo, da se cena ponovno dvigne nad kazalnikom trgovca s trendi. Torej morajo rdeče sveče ponovno postati zelene. Zadnja vrstica je vrstica 4. V tej vrstici si ogledamo kazalnik stece. Tudi ta kazalnik mora postati zelen. Takoj ko postane zelen, lahko odpremo nakupno pozicijo. Zato vedno počakajte na zeleno črto na kazalniku steca. Zdaj si oglejmo prakso. Vidimo, da se cena giblje nad indeksom EMA. Zato začnemo iskati nakupno pozicijo. Vidimo tudi nekaj rdečih sveč, ki skupaj tvorijo majhen upad. Zato zdaj čakamo na zeleno svečo, ki se bo zaprla nad indikatorjem trgovca s trendi. To se zgodi tukaj. Nazadnje zdaj čakamo na zeleno črto steca. To se prav tako zgodi. Tako lahko zdaj postavimo nakupno pozicijo. Vidite lahko, da se je cena v naslednjih minutah dvignila. Pod svojimi videoposnetki pogosto vidim komentarje ljudi, ki se sprašujejo, kje je najbolje odpreti pozicijo in na kateri platformi je najbolje trgovati s kriptovalutami. S kriptovalutami vedno trgujem na borzi Bybit. To počnem zato,
ker je to jasna in profesionalna platforma za kriptovalute, na kateri lahko preprosto postavljate nakupne in prodajne pozicije. Poleg tega vedno uporabljam vzvode, da lahko hitreje ustvarjam dobiček. S pomočjo vzvodov lahko svoje pozicije povečate do 1,00-krat hitreje. Vendar pa lahko tudi 1,00-krat hitreje izgubite. Zato to funkcijo uporabljajte le, če izvajate dobro strategijo. To postavitev s 4 cenami uporabljam tudi za enostavno spremljanje več kotacij. Zelo uporabno, če ste dnevni trgovec. Skratka, Bybit je dobra in zanesljiva borza kriptovalut za trgovanje. Ali želite tudi vi trgovati na tej borzi? Potem imate trenutno srečo, saj Bybit podarja enkratni bonus za polog do $3000. Borzo Bybit lahko obiščete prek povezave v opisu. Hitro se vrnimo k strategiji. Pri strategiji skalpiranja gre v bistvu za ustvarjanje čim večjega dobička v najkrajšem možnem času. Z drugimi besedami, želite čim hitreje zaslužiti denar. Zato se pri tej strategiji lahko odločite, da boste ohranili nizko razmerje med tveganjem in nagrado. V tem primeru se bom držal razmerja med tveganjem in nagrado prvi. To pomeni, da izgubim toliko, kolikor bi lahko zmagal. Stop loss postavim pod zadnjo najnižjo vrednost, ciljni prevzemni dobiček pa postavim na isto raven. V obdobju 1 ure je pozicija zdaj zaprta z dobičkom. Nekoliko nižje po ceni lahko ponovno odpremo pozicijo. Cena se še vedno giblje na tema in vidimo padec z rdečimi svečami. Nato vidimo preboj z zeleno svečo in indikator STC postane zelen. Pozicija se po odprtju nakupne pozicije ponovno poveča. Kot lahko vidite, ni nujno, da se črta kazalnika STC giblje navzdol. Črta lahko na vrhu postane tudi zelena. Tudi takrat je veljavna. Ta strategija očitno deluje tudi v upadajočem trendu. V upadajočem trendu lahko zaslužite denar z oblikovanjem prodajnih pozicij. To lahko storite tudi na portalu Bybit. Ker se ta strategija lahko izvaja v padajočem in rastočem trendu, lahko trgujete vsak dan. V padajočem trendu strategija deluje enako, le v obratni smeri. Na začetku zdaj želimo, da se cena premakne pod EMA. Nato želimo videti majhen vzpon in nato rdečo svečo, ki se zapre pod indikatorjem trgovca s trendi. Nato mora indikator STC postati rdeč. Zelo preprosto. Na levi strani zaslona vidimo prvo trgovino. Vidimo nekaj zelenih sveč, nato pa se rdeča sveča zapre pod indikatorjem trgovca s trendi. Če zdaj pogledamo kazalnik STC, je tudi ta postal rdeč. Tako lahko zdaj odpremo pozicijo. Zdaj postavim stop loss nad zadnjo najvišjo vrednostjo in ciljni prevzem dobička na isti ravni. Ta pozicija je bila zaprta v 2 minutah. Nato vidimo še en majhen vzpon in rdečo svečo, ki se zapre pod indikatorjem. Nato indikator STC postane rdeč, zato lahko odpremo prodajno pozicijo. Tudi ta pozicija je bila zaprta v 2 minutah. Nadaljevanje iste zgodbe. Vidimo majhen vzpon, ki mu sledi rdeča sveča. Indikator STC se zdaj obarva rdeče, zato lahko odpremo pozicijo. Ta pozicija je trajala nekoliko dlje. Približno pol ure. Nekoliko dlje navzdol vidimo še eno trgovino. Ta pozicija je bila ponovno zaprta v 8 minutah. V 2 urah in pol smo dosegli 4 dobre pozicije. Osebno vedno tvegam $250 na pozicijo. To torej pomeni, da sem v 2 urah in pol zaslužil $1000. Pri tej strategiji imejte v mislih, da se lahko na ceni pojavijo tudi obdobja, ko se cena giblje v stran, kot tukaj. V takem obdobju ne smete trgovati. Cena se namreč ne giblje v jasnem trendu, zaradi česar lahko izgubite več pozicij zapored. Zato se izogibajte bočnemu gibanju cene. Če nimate časa ali želje, da bi cel dan analizirali cene, potem lahko uporabite našo premijsko naročnino. Cene bomo spremljali ves dan in vas obvestili,
ko bomo našli vstopni trenutek. Edina stvar, ki jo morate storiti, je, da odprete pozicijo na borzi Bybit. Z nami ne zaslužite nobenega denarja. Potem dobite svoj denar nazaj. Več informacij lahko najdete na naši spletni strani. Zahvaljujem se vam za ogled in se veselim, da se vidimo naslednji teden.